Dvoboj v Celju se je končal brez zmagovalca. Kljub hitremu vodstvu po čudoviti akciji in krasnem zaključku Žige Repasa se na koncu ni izšlo. Pritisk Celjanov v drugem polčasu je rezultiral z izenačenjem na koncu brez zmagovalca 1:1. V primerjavi z zadnjo tekmo je Darko Milanič opravil nekaj sprememb po prvi enajsterici. Debi v prvi postavi so tako doživeli v letošnji sezoni povratnika Žan Kadničnik in Jan Mlakar ter Claude Gonsalves. Kot rečeno, v prvem polčasu hitro vodstvo z golom Repasa in še nekaj zapravljenih priložnosti, v drugem polčasu pa izenačenje in na koncu prvi prejeti gol v tej sezoni. Najzanimivejši trenutki obračuna v Celju v nadaljevanju. Prvi polčas z naše strani zelo dober, zelo zrel. Ne samo zaradi tega, ker smo zadeli, ampak smo tudi bili velikokrat nevarni. Bili smo v enem dobrem bloku, zelo kompaktnim, tem smo imeli kvalitetne prehode. V drugem polčasu se je vse skupaj malce spremenilo, logično. Nasprotnik nekaj menjal, imel kvaliteto, mi smo izgubili po osvojeni žogi ta siguren pas in prehodov tako rekoč ni bilo do samega konca. Tako da v tem trenutku smo normalno za njihove kvalitete tudi malo trpeli. Prejeli zadetek, se na koncu spet pobrali, bili blizu mogoče česa več, vendar, kot sem rekel, zelo zahtevno srečanje in gremo dalje. Vemo, na čemu moramo delati in mislim, da smo na dobri poti. Ja, jaz mislim, da smo tekmo odprli odlično.
zgodnjim zadetkom, imeli smo še svoje priložnosti. Tekma je bila odprta, dobra za gledati, mislim, da je vsak navijač užival v tej tekmi danes. Celje si je ustvarilo neke priložnosti svoje, katere smo mi v prvem polčasu nekako izničili oziroma jim nismo dopustili veliko. Zaključili smo mirno prvi polčas in mislim, da smo v drugi polčas skrenili z istim namenom, ampak to je nogomet, tekma se lahko obrne, ampak moram povedati, da smo zadovoljni, da smo lahko skupaj trpeli. Ta nek zadetek nas ni strl, imeli smo že svoje šanse proti koncu tekme, tako da mislim, da je danes bil Maribor in Celje odlični. Serija neporaženosti na začetku sezone se je tako nadaljevala. Naslednja priložnost za novo zmago pa prihodnji vikend, ko bomo v nedeljo v Ljudskem vrtu gostili Koper.